Poslanci so sprejeli novelo zakona o osnovni šoli, ki med drugim ureja izvajanje pouka znakovnega jezika in jezika gluhoslepih. Tako se 16. členu dodaja odstavek, ki se glasi: Za gluhe učence in učence s težko izgubo sluha oziroma učence z gluhoslepoto šola, poleg obveznih predmetov iz prejšnjega odstavka, izvaja tudi pouk znakovnega jezika oziroma jezika gluhoslepih. Do uveljavitve tega člena mora priti najkasneje 1. septembra 2027, saj mora pristojni strokovni svet najprej določiti predmetnike in učne načrte. Čeprav do uvedbe obeh jezikov v osnovne šole prihaja najverjetneje šele čez 3 leta, je lepo naključje, da so poslanci zakon potrdili prav na Mednarodni dan maternega jezika. Videti je, da se na tem področju počasi obetajo korenite spremembe, za katere si na Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije prizadevajo že zelo dolgo. Določilo novele namreč sledi tudi implementaciji 62.a člena v ustavo junija 2021, po katerem je zagotovljena svobodna uporaba in razvoj slovenskega znakovnega jezika. Z vpisom znakovnega jezika v ustavo in nadaljnjimi ukrepi na tem področju se izboljšuje kakovost življenja gluhih, predvsem njihove možnosti za dobro izobrazbo in s tem večje možnosti na trgu dela.